Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes si bomo ogledali pogovor o branju, ki je posvečen 120-letnici rojstva Edvarda Kocbeka. O njemu sta govorila filozof Peter Kovačič-Peršin in literarna kritičarka Diana Pungeršič, ki je novi Kocbekovi antologiji Med nebom in zemljo napisala spremno besedo. Poglejmo. Prijazen dober večer, lepo pozdravljeni. Nadvse me veseli, da smo se zbrali v takem številu. Kajti kot sem sama razmišljala ob stiku z Kocbekovo poezijo in konkretno ob snovanju te knjige, se mi zdi, da je Edvard Kocbek vseeno neka osebnost, ki je seveda izjemno pomembna v našem, recimo, polpreteklem kontekstu, zgodovinskem kontekstu, pa vendarle osebnost, ob kateri nekako začutimo nekakšno zadrego in se mi zdi, da je dan danes še vedno pogreznjena v nekakšen kolektivni molk. Ampak sem nekako tudi hkrati v isti sapi razmišljala, da je ta molk pravzaprav nekakšna intima, ob kateri sami premišljujemo, morda ne samo v njegovi usodi, ampak tudi v usodi našega naroda ali pa naših življenj. In to je pravzaprav bila tudi ena od misli, ki je vodila avtorja te antologijske knjige, Mihaela Glavana, ki si je ob 120-letnici rojstva zamislil tak antologijski izbor njegove poezije, da bi pravzaprav nekako znova vrnil Kocbeka kot pesnika, ne samo kot misleca ali filozofa ali politika, ki najbrž rezonira morda najbolj sporno v naših predstavah. Skratka, nam ga ponudil v branje kot lirika, kot nekoga, ki zna nagovarjati mogoče naše najbolj nežne plati, najbolj skrite plati naše duše. Mihael Glavan, skratka, ki je urejal tudi seveda njegovo zapuščino in urejal njegove dnevnike, je naredil celoten izbor in je zasnoval tudi že spremno besedo. Potem pa ga je prehitela smrt in knjige ni mogel dokončati. Tako se je Nela Malečkar, urednica pri Mladinski knjigi, obrnila name, če bi bila jaz pripravljena napisati spremno besedo, in seveda jaz sem bila nemalo presenečena, hkrati pa se mi je zdela to izjemna priložnost in hkrati seveda tudi čast, da se tako intenzivno potopim v Kocbekovo poezijo, ki sem jo seveda brala, poznala, ampak to je vseeno še neka druga odgovornost, da človek napiše neka svoja razmišljanja ob tem izboru. Ko sem dobila v roke izbor, sem kaj hitro ugotovila, da se je Mihael Glavan antologije ni lotil kronološko, da je zasnoval knjigo pravzaprav po nekakšnih tematskih sklopih in tako nam približal pesnika v neki notranji konsistenci, v nekih tematikah, katerim se je očitno pesnik ves čas vračal, hkrati pa se je zelo jasno izrisalo, zelo hitro, da je z to knjigo ustvaril nekakšno njegovo pesniško avtobiografijo. In zdaj, če vam samo preberem sklope, knjigo je razdelil na 7 sklopov, boste lahko, in jaz vam zdaj preberem naslove teh sklopov, boste lahko zelo hitro razbrali, da je nekako sledil njegovi nekakšni življenjski usodi, pa seveda tudi tem temam, ki očitno so ga zaposlovala vse življenje. Prvi sklop ima naslov Rast iz zemlje, torej nekako zemlja kot neko izhodišče in končna točka, lahko rečemo, kot nekakšna prima materija, iz katere vse nastaja, v katero se vse vrača. Potem drugi sklop ima naslov Skrivnost ženske, kjer je mogoče bolj zgoščena ljubezenska lirika, pa tudi ljubezen preko
erotična ljubezen, ampak tudi potem v odnosu do Boga. Potem tretji sklop ima naslov Kdo sem, oziroma kdo sem, kje sem in kam grem, kjer so bolj poudarjene pesmi z nekimi eksistencialističnimi oziroma eksistencialnimi poudarki. Naslednji sklop ima naslov Gozdna katedrala, si znate tudi predstavljati, da je verjetno bolj poudarjena partizanska lirika. Opoj zgodovine, kjer morda lahko razlišamo o dialektiki, ki je ena najbolj poglavitnih verjetno pesniških načinov njegovih. Potem Darežljivost neba z metafizično vsebino in na koncu Sprava in poslavljanje. Skratka, jaz sem potem nekako sledila v svojem razmišljanju in svoji interpretaciji te poezije docela temu izboru. In sem nekako tudi, ko sem se odločila, da sprejmem to nalogo, razumela tudi nekakšno simboliko v tem, da je vendarle, da če se je že tako naključilo, da je nekdo ni mogel dokončati knjige, da se je na nek način zgodila nekakšna simbolna predaja mogoče Kocbeka, njegove poezije nekoliko mlajšim generacijam. Na vse zadnje je, in tudi ženskam, na vse zadnje je Nela Malečkar povabila k snovanju te knjige tudi likovnico Heleno Tahir, tako da sva zdaj s Kocbekom dve ženski zraven vključeni in mislim, da nisem se še pogovarjala s Heleno, ampak izjemno počaščeni, da naj doletela ta čast. In prav tako sem danes zelo vesela, da je z nami Peter Kovačič Peršin, ki nam bo lahko, kot sem razumela, približal pesnika v kronološkem loku, ki ga boste seveda lahko tudi v tej knjigi razbrali. Predvsem bi želela poudariti, da je to knjiga, ki res, in tudi takrat, ko me je Nela povabila k pisanju, je poudarila, za katero si želimo, da bi jo večkrat imeli v roke in da bi si jo tudi med sabo podarjali, da bi si Kocbekovo poezijo podarjali kot nekaj kot izvirno darilo in nekaj morda, kar lahko človeka presnavlja, tako kot mislim, da je rad poudarjal Kocbek, da je poezija tista najmočnejša transformativna sila. In da je to seveda tudi ena od njegovih najbolj pomembnih, najbolj intimnih in konstitutivnih sporočil ali pa zapuščin, ki jo pušča za sabo seveda ob dnevnikih, ki, ne vem, veliko jih je še pisal, jih je skoraj koliko, 50 let, mislim, da ne, od leta 31 do konca življenja, tako da jih je še veliko v zapuščini ostalo, ampak pesniški opus pa imamo zdaj, mislim, da v celoti dostopen. Ni šlo veliko antologij po njegovi smrti, ampak ta se opisuje. Skratka, ob 100-letnici je šla ena, potem ob 30-letnici smrti, no in tale zdaj ob 120-letnici rojstva. In ja, je tu za nas, da se znova potopimo v protislovnost bivanja, ki je tako temeljna za, ne samo za Kocbeka, ampak verjetno za vse nas in naš kontekst, trenutni tudi. Tako da zdaj pa predajam vam besedo, pa bomo potem, oziroma tako, najprej bomo še slišali Kocbeka, bomo slišali poezijo, Rok Matek nam bo prebral 3 pesmi, po mojem izboru. In potem povabim vas, da razmišljate o poeziji. Dobro večer želim. Pritrkavanje. Dobro pomnim. Po Zdravameriji sta zvonarja premaknila veliki zvon in ga začela zaganjati, da se je stresalo hrastovo ogrodje v starem zidu in cmokalo črno mazivo v jeklenih tečajih. Nato pa sta naglo odvezala njegov silni kembelj, da se je razmajal in začel udarjati ob bron. In tedaj je nad krotko zemljo zadonelo slovesno, kakor da je spregovoril kralj s prestola.
Nato je oče prijel za kembelj starega zvona, ki je imel turško srebro v svoji zlitini in začel enakomirno biti ob njegovo stran. In ko je našel sredo med donoma velikega zvona, mi je zadrhtelo srce, kajti takrat sva det in jaz prijela vsak za kembelj malih 2 zvonov in se z njunima glasovoma razporedila spretno, kakor plesalca levo in desno od središča. In v hipu smo se obrali v preširno sozvočje, da so zadrhteli visoki topoli okoli cerkve. Ljudje so stopili na prak, naslonjeni na podboje, in rože po vrtovih so pretresljivo zadišale. Leščerba v kotu zvonice je zadovoljno mežikala. In kadar smo za hip prenehali in spet nadaljevali, smo vedeli, da smo imenitni mojstri nagodala. Nazdravljali smo praznik in drhteli od slave. Ko pa smo končali in je poslednje brnenje izvenelo, smo obstali kakor pri dobrem delu. Nikakor se nam ni dalo. Nagnili smo se s kozline in prisluhnili tišini, ki se je zbirala za noč. Preplašeni netopiri so še vedno plahotali. Stolpna ura je znova tiktakala glasno in počasi. In šele, ko so se v ravnini oglasili fantje, smo se po lesenih stopnicah spustili v roso. Nocoj sem zvedel, sovražnik mi je uničil zvonove. Obstal sem v tišini, ki jo je požlahtnila bitka, in nenadoma mi je v ušesih spominsko zazvenelo. Zaslišal sem veliki zvon in tistega očetovega, ki je imel turško srebro v sebi, in druga 2, ki sta se tudi zdaj znala razporediti. In začelo je klenkati, žalostno in veselo, kakor za poslednje slovo ali za veliko zmago. Ljubljenje. Biti moraš čim bolj preprost. To je edina določena popolnost. Kadar si vsakikrat svež in nov in dobro veš, da je vse revno razen tihega ljubljenja. Moči mi prihajajo iz britkih korenin in iz nevidno globokih obredov zemlje, kjer smo vsi doma in smo zdajle na kratkem in veselem izletu. Ljubljenje je edina popolnost. Izpolniti jo moraš le kot bitje, pripravljeno za nenadno potovanje. Vsi drugi načini so namišljeni dosežki. Vse drugo je lažniva, navidezna moč. Edino v ljubljenju se očistimo za prihodnost in se pripravimo na iznajdljivo molitev. Zato se resnično lepe deklice znajo zaničevati in so v ljubezni preširno malomarne. Pod zvezdami je dovolj prostora za popolno ljubljenje. Pojdimo v miru v neznano in rodovitno noč. Kdo sem? Nikoli nisem to, kar mislijo, da sem. In nikoli nisem tam, kjer me vidijo oči. Sovražniki me imajo za naslednika prestola. Prijatelji so prepričani, da sem skrivni diakon in šaljivci mislijo, da trohnim v dnevniku potopljenega brodovja, ki je iskalo novo zemljo. Jaz pa klečim opoldne sredi puščave in pišem v pesek narek tišine. Proti večeru zaškrtam v nevarni razpoklini babilonskega stolpa, o polnoči pa vdano ležem med zlate meče na Hamletovi terasi. In šele proti jutru se zavihtim na sedlo daljav, izza 7x7 mesečin in pojezdim naproti darežljivi vrtnici, pripravljeni na izbruh. Nekoč bo pogledala ošabnemu stoletju obraz in stoletje bo zardelo.
Hvala lepa, Rok. Zdaj pa lahko Peter začnete. Ja, lep pozdrav. Jaz sem pripravil malo predolgo predavanje, bom krajšal. Odločil sem se, da bi o vlogi pesnika in pesmi v svetu, v današnjem svetu spregovoril, skozi seveda Kocbekov pogled, skozi njegovo poezijo. Kot smo že slišali, je Kocbek začenjal svojo pesniško avanturo s hvalnico zemlji, seveda rodni Prlekiji, ki jo označi v tej mirni zemlji ničastnosti. In v tem vzdušju on zapoje: majhen in ponižen rastem vesoljni red. To občutenje miru, zbranosti, zakorenjenosti je v veliki hvalnici zapel na sledeč način: zapiram oči in vem, da je vse, kakor je treba, od prvega znaka do zadnjega razodetja je vse prešteto in urejeno v zemljo, ogenj, zrak, vodo in duha, ki vedno vsemu nasproti prihaja. In na to poje hvalnico zemlji, hvalnico življenju, hvalnico smrti, hvalnico stvarniku in tako naprej. Ta vitalizem seveda že v uvodu v drugo pesniško zbirko Groza postavil svoje nasprotje. Moto se glasi takole: telo je tuja last, obljubljena trinogu, in duh mi je pošast ujeta v starem rogu, Bogu. Srce pa je balast odvržen v gluhem rogu. Seveda ta pesniški odtenek razgalja nek ključen konflikt med Kocbekovo dosedanjo vitalistično vero, ki se je sprevrgla v grozo. Izpostavljenost partizanskega bojevanja je seveda telo spremenila v predmet uporabe. To je zahteval boj. In glas srca, seveda, ki je klical k medsebojnemu sožitju, je ugasnil in obtičal v precepu zavedanja, da je človek pošast, ujeto v starem Bogu, se pravi v etos krščanske postave ljubezni, ki ga razmere nesprostnega boja sproti razveljavljajo. Torej, osnovna bivanjska stanja Kocbekova odslej so eksistencialistična. To so v slovenski literaturi prve radikalne izpovedi filozofije eksistencializma in s tem prve ugotovitve o novem položaju subjekta v svetu, torej več kot desetletje prej, preden postane eksistencializem veljavna smer slovenski poetološki in filozofski misli. 63. Ja. Takole to svoje stanje upesnjuje: stisnilo me je, vse je zlomljeno. Svet se je razklal na dvoje in ne more se več združiti. Toda Kocbek ne bi bil Kocbek, če bi se podvrgal temu nihilizmu. V njem zopet se vzbudi iz njegove notranje moči nek vitalizem in pravi v zbirki Nevesta v črnem: tudi čez ta prepad moram. Torej, ta vitalizem je prežel vse njegovo življenjsko usodo, ki je postala čist nepričakovana avantura. V pesmi Moje življenje je predstavil svojo duhovno podobo
neposredno in s pretresljivo iskrenostjo, kakršno zmore samo vrhunski poet. Najprej govori, kako so živeli v Ljubljani pred vojni v eni malomeščanski idili in nadaljuje. Začela se doba beričev z zlatimi zobmi. Pri Figovcu so se razšli penatije. Smrt je gola zaplesala med noži. Tedaj so me poslali v zgodovino, kakor pošlje otroka po ptičjem mleku. Zgrabili so me in vrgli na čistino. Tam me je osramotilo naključje. Ostal sem živ in se spremenil v pošast. Privlekel sem se pred obzidje mesta, ki je pokleknilo pred mandarinsko pohodo. Veljakom pa še ni bilo dovolj. Postavili so me med tekače na dolge proge. Nihče ni vedel, kdo nosi tajno sporočilo. Ko smo različni in nestrpni oddrveli po neskončni areni in začeli množiti kroge, sem nekega hipa tako zaostal za silaki, da sem se naenkrat znašel pred njimi. To izpoved, kako je bil porinjen v pogres zgodovine, mu je končno prineslo neko novo možnost izražanja, neko najbolj veljavno sporočilo njegovega življenja. Tako se je nepričakovano znašel na prvi liniji kulturnega in duhovnega preporoda slovenstva. In to najbolj avtentično izraža njegova poezija. Zato mislim, da je ob tej antologiji treba prav na to opozoriti, kakšen je pomen Kocbekovega pesništva. Že v pesniški zbirki Zemlja po popotni pesmi izpoveduje to svoje pesniško poslanstvo, takole pravi: hodim in pojem pesem, ki zaliva svet in ga umiva kakor otrok umazano steklo. Hodim in pojem pesem, ki raste in ne more več skozi noben slavolok. Pojem pesem in se hitim nasproti. Na nočnem nebu se je prikazalo novo zvezdje in me zakrilo z repetico. Namen pesmi, kakor pravi Kocbek, je, da stvarem daje njihov prvoten lesk in s tem resnično podobo. Pesnjenje presega vsako človekovo zgodovinotvorno dejanje. Slavolok je vseh zmag. Je namreč najpomembnejše dejanje človekovega bivanja, saj pesnika vrača k njemu samemu, k njegovi preroški vlogi. Zato je pesem zvezda repatica, zvezda vodnica čez vijugaste poti zgodovine in čez negotovo življenjsko popotnjo človeka. Pesnikovo poslanstvo je nadčasovno in to izpoveduje v pesmi Prisluhnite. Pesnik sem, sprejemam klicenih, predajam tistim, ki bedijo in presegajo moj spomin. V meni se le spajajo z domišljijo občestva, zakaj pesem je strnjena sila vseh človeških darov, ki jih premorita trpljenje in dražljivost. Torej, Kocbek bo v partizanski pesmi soočen z enim najtežjim problemom vsakega pesnika, razpetostjo med aktivizmom, med besedo, ki jo je moral kot človek agitpropa govoriti vsak dan, in med pesniško besedo. Ta gordijski vozel je skušal razreševati
na različne načine v pesmi, po mitingu takole govori: pravkar sem govoril ljudem zbranim okoli zelenega odra. Vedno bolj sem hitel in govoričil. Vedno bolj sem se vrtel nesrečni čarodej. V eni uri sem prehodil razdalje, ki jih hodijo stoletja. Nazadnje sem odpiral usta kot riba na suhem in se naglušen dal strašni premoči. In zdaj, ko so se ljudje šumno razšli in je na poteptani travi ostal le veter in poševno sonce sije na potrgane vence, sem nesrečen, kakor po prazni ljubezni. Slišim nežni porok in razpadam od nasilja. Zmeden sem od svojih lastnih besed. Čutim domotožje po eni sami besedi, po eni sami in neizrekljivi. Ta ena sama in neizrekljiva beseda je beseda poezije. Temeljna dilema, ki zadeva človeka, ki je tudi družbeno aktiven, je dilema, kako izpovedati svojo dušo, ne da bi omadeževal to svojo pesniško izpoved z aktivizmom. Ker je aktivistična govorica polaščujoča, priložnostna je in kot taka pokriva resnico biti, ker zaslepljuje svojo nasilnostjo. Na drugi strani te razpetosti ostaje pesniška beseda, ki je domovanje biti in njeno razodetje. Ta kriza poezije kot agitke nastopi pri Kozbeku že v območju poetike pesniške zbirke Groze. V pesmi Soseda beremo: pesem ne more več dalje. Prišla je na rob sveta in onemela nad prepadi. Prvi pilot je zgrnil zemljevid na kolenih, polet v neizrekljivo. Pesem, ki je pesem za današnjo rabo, kot je zapisal Oton Župančič, ne more biti več preroški orakelj, ne more biti več sporočilo prihodnosti. Ne more več načrtovati zemljevidov človekovega prebivanja v svetu. Vse dosedanje poetike so se izčrpale v tem obdobju, ko smo bili Slovenci postavljeni pred izbiro biti ali ne biti. Ampak vprašanje destrukcije poezije, pesništva, ni zaposlovalo Kozbeka samo v času osvobodilnega boja ali partizanskega boja in revolucije, znova ga je zaposlovalo v času poetoloških eksperimentiranj, ko postane dilema o izčrpanosti literature v slovenskem kulturnem prostoru 70-ih let modni ideologem. Kozbek se z njim ne pomirja. Zato bo v zbirki Žerjavica igrivo to tezo o koncu poezije razveljavil. Pravijo, čas pesmi zahaja. Človek je prodal presežke. Primekljaji so utrudljivi. Strah pred smrtjo uničuje poetiko za poetiko. Kar pišemo, so le znamenja. Vsi smo v utrujenem prostoru. Pa čas zahaja in zopet shaja. Sleherna tma je čudežna
in sleherna zmeda je zdravilo. Kozbek bo stisko umetniškega ustvarjanja razumel kot civilizacijsko krizo, kot izraz smrka človekovega smisla, v katerem umanjka presežnost kot kategorija bivanja. Tudi to je za njega prihodno stanje. Nihilistično pozicijo ideologov konca umetnosti označi kot zmedo. Zato dobrohotno bodri generacije pesnikov, ki so se iskale v teorijah destrukcije in ludizma. Saj poznamo eno značilno pesem bla, 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 bla. Jaz sem en bla. In Kozbek odgovori na to. Jecljajte, otroci, jecljajte. Če že ne morete govoriti iz strahu, jecljajte s hibam jezika, srca in pameti. Lažje boste premagovali težke slutnje, kajti vas bodo prišle hude stvari, hujše, kakor smo jih doživeli mi sami. V epilogu k zbirki Nevesta v črnem, v katerim se zdi, da je posvečena prav krizi poezije, bo zapisal takole. Delež poezije je danes na videz izgubil vrednost, vendar na tej zemlji ni mogoče ničesar pozabiti. Spomini si že kopljajo bunkerje in v njih snuje čas, ko bo domišljija znova prišla v goste. Do takrat bo moja ljubezen žalovala. Glejte, že si je nadela žalno obleko, moja lepa in zvesta nevesta je bila že večkrat in za dolgo časa v črnem. Torej, Kozbek ostaja kljub času, ki ni več verjel v možnost umetnosti in poezije in ta čas se kar naprej razteguje, je bil zavezan ljubezni do poezije. Zvest je bil besedi in njenim pomenom, njene presežnosti. A brez izkušnje tragične in krvave zgodovine bi čar te njegove zavezanosti poezije ne bil tako razviden in hrepenenje po njej tako silno, kot ga je upesnil v zadnjih pesmih. Iz pozicije idile in seveda nekega vitalizma zemlje, te moči Kozbek nikoli ne bi doživel, zato tudi govori v eseju 3 obdobja moje poetičnosti, da je bilo partizansko obdobje najbolj ustvarjalno v njegovem življenju. Kozbek bo na zadnje v pentagramu na pretresljiv način govoril o svoji vrnitvi k prvotni pesniški ustvarjalnosti, k igri. V pesmi, ko bom spravil svojo dužnost. Sem mi odgovoril seveda tudi na vas ludizem, na teorijo ludizma. Nič drugega ne morem več, vrniti se moram, odkudar sem prišel, v prvo jecljanje, v drzne izmišljine, v čisto nadresničnost, v svet brez omar in rakov, kjer ni ne vrat, ne okn, nazaj v zeleni čas strni, v čar podob in prikazni, v svet čudenje in svete jeze, v svet nenehnega češčenja, kjer ni ne napuha, ne laži, kjer ni ne številk, ne sistemov, ne novih razlag in negotove učenosti, kjer se gosenica spremeni v metulja, nevihta v mavrico
in jok vzvenenje, kjer teče čista kri iz rane, kjer divjajo vprašanja brez odgovorov, v svet radostne nevarnosti, kjer gluhonemi zaupajo kretnjam, vrvežu sveta in kjer David čaka galjota. Nič drugega ne more več, samo vrniti se moram, odkoder sem prišel, ko bom opravil svojo dolžnost. Zakaj pesnik namreč prihaja iz sveta poetične besede in se vrača vanjo kot v strjeni lok svoj biti. Tako pesnik s svojim poetičnim dejanjem ustvarja najbolj avtentičen prostor človekove svobode. Vrača se v izhodiščno pozicijo, da je pesem strnjena sila vseh človekovih sposobnosti. Tako darežljivosti pesmi. V vseh časih so naročali pesnikom, naj kot slovesni zgodovinoslовci skušajo s posebnimi besedami uloviti spomina vredne, usodne človeške dogodke, da bi se jih stari in mladi naučili na pamet in jih prepevali za žalost, v slavo in pod vsem rodovom. In glejte, pesniki so se vselej razigrali in svojo sveto dolžnost do zgodovine povezali z nezadržnostjo po prvinski igri. Napisali so pesmi, kakor dež in sneg opravita svojo dolžnost naravi. In kakor marljivi sejavec poseje zorane nive jeseni, jih poleti požarje. V hipu čutim posebno darežljivost. Hranjena je iz vsega, kar je bilo in kar je ostalo v človeškovem čaščenju in presega moj spomin in se spaja z vsem, kar živi z občestvom in z domišljijo. Zdaj čutim, kakor tega še nisem, da je pesem strnjena sila vseh človekovih sposobnosti in da je njena vzornost v presežnosti jezika. S to pesmijo sklene Kocbek svojo vseživljenjsko refleksijo o pesništvu in pesnikovem položaju v svetu. Odpre vprašanje o avtentični angažiranosti poezije, o njeni vlogi, da je nosilka zgodovinskega spomina, o njeni svetotvorni vlogi, da je oblikovalka občestvene zavesti skupnosti ter nosilka metafizične zavesti človeka. Funkcijo poezije umešča v prostor prvinske stvariteljske igre, ki ni zavezana ničemur drugemu kot sama svoje resničnosti. Ta resničnost pa ni v spomina vrednih človeških podvigih, čast in odlika poučnosti, tudi ni v pesnikovem spominu, ki se spaja z občestvom svojega bivanjskega okolja, pač pa je v presežnosti jezika. Sveta pesnikova dolžnost za zgodovine ni obveznost, pač pa je darežljivost, ki je eminenten izraz svobode. Če je v čem neuničljiv pomen poezije in ustvarjalnega procesa, potem je v manifestaciji izvirne svobode človeškega duha in v interesu osvobojenem zastojnskem bivanju. To je tudi edini zagovor poezije v našem ubožnem času, o katerem je govoril že nemški pesnik Hölderlin iz obdobja romantike. Lok, ki se začenja s popotno pesmijo, se izteče v darežljivost pesmi. Pesniško ustvarjanje je v obeh percepcijah prvinska stvariteljska igra, ki ima globok eksistencialni in zgodovinski pomen.
toda ta lok se nikoli ne sklene. Ostaja razprta zareza med svetom mladostnega profetizma in svetom preizkušenega in od vseh slepil odčaranega spoznanja. Dejanje in naracija ostajata za človeka nezdružljivi poziciji. A kar presega zgodovinsko prigodnost človeka je le čista in hkrati tudi kruta igra ustvarjalnega duha. Ta je neuničljiva tudi takrat, ko oneme vse uporabne vsebine in vsa funkcionalna sporočilnost poezije. Ostane le še presežnost jezika, ki je edini neuničljivi dom poezije. Krasno, najlepša hvala. Bomo odprli prostor tudi za vaše razmišljanje, za vaše vstope v Kocbekovo poezijo, pa bi zdaj mogoče vseeno še poslušali dve pesmi. Eno smo že malo slišali, ste jo izbrali po mitingu, imamo, ne, in Moje jutro, še dve bi lahko tako. Po mitingu. Pravkar sem govoril ljudem zbranim okoli zelenega odra, med starimi drevesi in njih sencami sem se premikal na norih hoduljah. Vihtel sem roke in kričal v veter in se nagibal nad neme postave in si z nasilnimi sunki utiral pot skozi tesne zenice v skrivnostno srce. V eni uri sem napravil glasno pot, ki jo v tišini hodijo stoletja. Podvizal sem se v pošastno deželo in zasopljen pulil korake iz mulja. Vedno bolj sem hitel in govoričil, vedno bolj sem se vrtel, nesrečni čarodej. Nazadnje sem odpiral usta kot riba na suhem in se naglušen vdal strašni premoči. In zdaj, ko so se ljudje šumno razšli in je na poteptani trati ostal le veter in poševno sonce sije na potrgane vence, sem nesrečen kakor po prazni ljubezni. Slišim nežni porok in razpadam od nasilja. Zmeden sem od svojih lastnih besed, čutim domotožje po eni sami in neizrekljivi. Večer zahaja čist in brezdanji. Moje besede pa letajo brez gnezda. Kmalu bodo poginile žejne in lačne. Vzdignil se bom v noč in potrkal na vrata. In klical ljudi in jih vabil nazaj. Vrnite se, otroci človeški, in mi odgovorite. Usedel se bom med vas in vas poslušal. In do čistega jutra mi bo odleklo. Moje jutro. Vse je zavešeno. Bohotnost šumi, kakor dragoceno blago. Nasičen veter se opoteka. Odpiram oči in medlim od omamne zrelosti. Velika navzočnost se je zbrala v nepreglednem redu in napolnjuje svet blizu in daleč. V sebi počiva, posluša družnost, ležeča na zemlji, zrela, dognana in modra. To je moje jutro. Ne morem se vzdigniti, ne morem se odtrgati, obstati moram in čakati, sad med sadovi. Nikdo mi več ničesar ne more prinesti in dodati. Mirnost me zadoščeno prepaja. Vem, podarjen sem samemu sebi. Zapiram oči o žlahtnost bivanja.
Najlepša hvala. Eno vprašanje imam vseeno. In sicer zanima me, Kocbek ima res bogat opus, ne samo pesniški, ampak kot sva že omenila, 40 let dnevniškega pisanja. In me zanima, kako vidite vi razmerje med njegovim pesniškim ustvarjanjem in dnevniškim snovanjem in hkrati, ali lahko njegovo poezijo beremo neodvisno od njegovega življenja. Oziroma, kaj to prinese in kaj odnese. Ker si predstavljam, mogoče sem ta kontekst še, si predstavljam, da mogoče mlajši bralci niso tako posvečeni v ves kontekst in mogoče tudi niti ne bodo hoteli vsega vedeti, verjetno bodo kaj slišali v šoli, gotovo, ampak bojo vstopali z drugačnim zavedanjem o zgodovini ali pa o sedanjosti tudi, no? Mogoče čist z tega vidika. No, gotovo je njegova pesem tudi nekako bi rekel avtobiografska, če gledamo v kronološkem smislu. Vendar njegova pesem doživljam jaz osebno, kot tisto nadgradnjo njegovih filozofskih dognanj, njegovega aktivizma, njegovega življenja, njegove družbene izpostavljenosti in njegove intime. Vse to je pravzaprav na nek poseben sižejski način zbrano v njegovi poeziji. In zato je treba to poezijo vedno brati v kontekstu celotnega njegovega opusa. In če jo beremo tako, potem ugotovimo dve zadevi. Prvič, ta poezija vsebuje v sebi po svojem slogu, po svojih različnih, kako bi rekel, poetoloških kvalitetah, celotno plejado slovenskega pesništva od Prešerna do danes. V Kocbeku boste našli celoten svet naše poezije. Vse moderne poetologije so že vsebovane v njegovi poeziji. Drugo, kar je za njegovo poezijo značilno, ta poezija nikoli ni časovno determinirana. Ta poezija je vedno nadčasovna in zato je aktualna, bo vedno aktualna. Če si še spomnimo, mi se bomo spomnili starejši, kako je včasih potekal v slovenskem prostoru ta dialog med različnimi poetološkimi smermi. Glavni ideolog vseh smeri je bil Taras Krmavner. In Dovžan je v svojem eseju Travma Tarasa Krmavnerja lucidno povedal: kamor bo šla slovenska literatura, tja bo šel Taras Krmavner. Taras Krmavner je bil samo razlagalec. Nikoli pa ne moreš na ta način, da boš z neko teorijo razlagal Kocbeka, njegovo poezijo v celoti zajel. To je seveda poezija eksistence. To je poezija, ki presega, bi rekel, zgodovinsko stvarnost. Hkrati je tudi kronika zgodovinskih dogodkov. To je poezija kronike njegove duše. To je najbolj religiozna poezija v pristnem pomenu v naši literaturi. In tako naprej. Kocbeka je treba razumeti v celoti njegovega ustvarjanja in potem se nam tukaj prikaže kot osrednja osebnost, ustvarjalna, tudi duhovna, tudi politična, tudi filozofska, ne samo prve polovice ali pa celo 20. stoletja, ampak naše zgodovine.
naše zgodovine. Mogoče še nam malo približajte njegov vpliv, recimo nekih filozofskih smeri, radi rečemo, da je bil personalista, ne? In da je zelo zgodaj je prišel v stik, ne? Z tujino in z zahodnim svetom in s filozofijo personalizma. Začel pa je pisati poezijo seveda že zelo zgodaj, že v bistvu na dijak, tako na gimnaziji. Ne? No, te pesmi je potem Trstenjak, tako rane pesmi uredil v našel. 91. potem to je šlo. Kocbek je seveda spremljal celotno evropsko, kako bi rekel, razvoj evropske kulture, razvoj evropske misli od konca Prve svetovne vojne. Pripadal je tisti generaciji, ki je doživela pravzaprav en velik moralni fiasko z sveta svojih očetov. Ne? Mi se danes ne moremo zamisliti, ker smo doživeli drugo svetovno vojno in ker doživljamo pravzaprav čas vojne, od Prve svetovne vojne do danes ni bilo enega leta brez več vojn na svetu, ne? In s temi vojnami dejansko mi ves čas živimo, ampak predtem je bil čas stabilen, vrednote so bile postavljene, čeprav seveda se je v podtalju dogajal razkroj. Ne? In Prva svetovna vojna je pravzaprav prikazala to temno stran, bi rekel, tega umirjenega ali stabilnega življenja. Ne? Mlada generacija, ki je prišla od Nemčije, Francije do Slovenije, si je zadala za cilj, da bodo ustvarili novega človeka in nov svet. Ne? To je bilo tisto mladinsko gibanje, ki je spontano raslo iz zavesti krize in poslanstva, da je to mladina, ki ima to nalogo in možnost to napraviti. Seveda se to ni uresničilo. In Kocbek je pravzaprav človek, ki je od tega, bi rekel, prvega upanja, ne, tega vitalizma po Prvi svetovni vojni preživel vsa obdobja do razrasta ideoloških totalitarizmov, ki so razkrajali Evropo po Drugi svetovni vojni. In se spomnim enega zadnjih najinih pogovorov v tistem obdobju, ko je bil zelo osamljen po objavi tega intervjuja, je bil tudi zelo spremljan od Udbe. Vsi ljudje niso prijatelji njegovi upali k njemu hoditi. Jaz sem k njemu zahajal, bil sem študent in me ni to nič brigalo. Enkrat mi je rekel Gradišnik, ja pa ne smeš hoditi čez dan, ne se vidiš, da ga spremlja. Jaz grem po noči, se rekel, se po noči ga ravno tako spremljam. No, torej, mi dva sva neko popoldne hodila po Tivoliju in Rožniku. O različnih stvareh mi je govoril, ampak zaključuje s to mislijo. To je bilo leta, mogoče tam 2 leti ali pa še manj po tem znamenitem intervjuju. Je rekel, zapomni si, v dobrem desetletju bo vsa zahodna Evropa in v svet zopet padel v fašizem. Natančno je razbiral znamenje časa in rekel, in nekaj prosim vas mladi, ohranite socialno idejo. To je tudi en razlog, zakaj je vztrajen pri ideji
socializma ali torej socializma kot etičnega projekta, ne kot ideološkega projekta. Ker je to edina opcija, ki bo lahko nakopičene družbene in tudi duhovne probleme začela reševati v svetu, ki bo verjetno zato dozorel po neki kataklizmi. Skratka, Kozbekovo razmišljanje, njegove poglede moramo brati tudi v tem kontekstu, da je on vedno gledal globoko naprej. In je v svojih pogledih, če berete, aktualen še danes. Danes nam odkriva zadeve, ne samo v poeziji, tudi v filozofiji, tudi v njegovi svoji politični misli, ki dajo odgovore tudi na našo situacijo. No, tako ga jaz doživljam. Mogoče vas malo provokativno vprašam, a se vam zdi, potem, ko je 51. so išle te novele Strah in pogum, ki so ga potem pahnile nekako iz javnosti, izolirale, ni mogel delovati kot javna osebnost, a se vam zdi, da je to nekako ukrepilo v njem zavezanost poeziji? Vemo, da je 34. je izdal Zemljo in potem Groza je šla 63. Torej po 30 letih. In potem v tem desetletju je seveda tudi pač prevajal, pisal tudi poezijo. Kaj se vam zdi, kaj je to, kako je to vplivalo na njegovo, recimo, prav poezijo? On je sicer pisal poezijo tudi med vojno. Ampak ta njegova poezija ni bila za vsakdanjo rabo, zato je tudi ni objavljal. Čeprav je imel svojo revijo. Ampak je šlo potem to v zbranih delih? To je potem v Pentagramu, delno v Grozi objavil in tako naprej. Ta zaplet z novelami Strah in pogum pravzaprav je bil razplet konflikta, ki ga je imel on s partijo. Ta konflikt se je pravzaprav začel že pri njegovem nastopnem govoru, ko je kot član izvršnega odbora predočil na skupnem sestanku svoje poglede in poglede krščanskih socialistov. Tam je on seveda želel, zahteval demokratičnost in predvsem moralno higieno osvobodilnega boja in revolucije. Seveda partija takrat to s stisnjenimi zobmi požrla. Drugi konflikt je bil podpis Dolomitske izjave. O Dolomitski izjavi so različne govorice nastale. Najbolj verodostojna izjava Janeza Stanovnika, ki je v enem intervjuju rekel: Kozbek se je žrtvoval za enotnost osvobodilnega boja. No, kolikor sva mi dva o tem velikokrat govorila, je rekel, da drugega izhoda ni bilo, ker partija je sistematično likvidirala krščanske socialiste, aktiviste, tudi Stanovnika in tako naprej, strica od Janeza. Mislim, ga je likvidirala. Torej Janez mi je pravil, da so vsi indici, da je bil pravzaprav žrtvovan, ker je bil nevaren partiji. No, Kozbek se je vseh teh zadev zavedal, ampak podpisal je Dolomitsko izjavo šele takrat, ko je zopet s tistimi zobmi partija obljubila, da bo ohranila nek pluralizem in bo po osvoboditvi demokratično družbeno ureditev omogočila. Zato so ga pravzaprav 43. leta žrtvovali in v svojem dnevniku napiše, da se zaveda, da ga umikajo iz Slovenije, zato da bo imeli proste roke. In dejansko se on ni mogel v Slovenijo vrniti do jeseni 46. leta,
In čim je prišel, je takoj zahteval sestanek z centralnim komitejem, kjer je odprl ključne probleme uvajanja diktature, torej onemogočenje pluralizma, zatiranje kmeta in zatiranje cerkve. In tudi že poboje. In seveda, kot je na ključnih zadev, kaj je s poboji. In partija seveda takoj odgovorila, zahtev je tudi, da morajo izpolniti zapisano obljubo, da bodo krščanski socialisti lahko kot kulturna in idejna skupina delovali v družbi. No, tako so člani centralnega komiteja rekli, da mu bojo dali čez par dni odgovor, in so se pripravili in so seveda tudi šli s protinapadom. Kozbek je v začetku celo verjel, da ni prišlo do recimo množičnih pobojev. Ampak on je čedalje več podatkov dobival in njega je ta problem mučil ves čas. In se spomnim, da je vedno govoril tista leta, ko se ni mogel odločiti, kako naj formulirati to vprašanje v tem Pahorju, v tem intervjuju, da je to njegova temeljna moralna dolžnost, da to pove. Torej, on je bil žrtvovan že takrat. Partija pa čakala neko priložnost, da ga ne bi iz političnih razlogov, ampak iz pravzaprav tistih razlogov, ki bi njega najbolj prizadeli. On je namreč te novele najprej dal v branje Vidmarju. Z Vidmarjem sta bila najbližja prijatelja, pa s Kidričem so stalno debatirali na bazi 20 in je upal, da bo Vidmar to razumel. In Vidmar je, seveda, on je bil razgledan, literarno razgledan in je rekel, to je dobra literatura. Na partijskem nekem sestanku so rekli, zdaj imamo priložnost. To je literatura, ki razveljavlja herojstvo osvobodilnega boja. Sveda. In zaradi tega je pač takrat do zadnjega sindikata neke male fabrike so organizirali proteste in tako naprej. Najbolj ga je pa prizadela Vidmarjeva pravzaprav javna recenzija, ki je odprla ta pogrom na njega. Tako da to je bila samo, bi rekel, nekakšna priložnost, predveza, da so Kozbeka utišali za 10 let in bi ga še naprej, če bi ne bil vendarle v bazi, če dalje večji pritisk in sicer tudi med književniki, Mira Mihelič in tako naprej. In v tujini, Pahor in tako dalje. Tako da so mu potem omogočili do neke mere. In potem ga tudi nagradili. Ja, nagrada je bila pa pravzaprav križujoča. Dali so nagrado hkrati dvema, kar nikoli ni bilo do takrat in tudi pol, mislim, da ne. Torej, no ja, v redu so rekli, pa naj mogo še neka nagrada. Torej, ves čas je zarota molka spremljala njegovo ustvarjalnost, njegovo delo. Treba pa reči, da je ta intervju, ki ga je dal, bila pa tista gesta, ki je prebudila Slovence. Takrat so
predvsem intelektualci, ne, se zavedali resnice revolucionarne justice, resnice, da osvobodilni boj ni bil samo herojsko ali predvsem herojsko dejanje. Zavedali so se globoke pogreznjenosti v neko totalitarno ideologijo, ne? In takrat se je začel proces demokratizacije. In zato smatram, da je vendarle Kocbek duhovni oče in naše demokratizacije in s tem tudi samostojne slovenske države. Ja, gotovo. Mislim, da je čas in prostor res zdaj tukaj tudi za vaše vstope in vaše razmisleke. Ker sem prepričana, ja, tudi Jan je vnuk. No, tako, imamo to čast, res lepo. Ne. Ja, jaz ponižno moram seveda povedati, da nisem nek literat in tako v bistvu mi je znano, tudi moja izkušnja Edvarda Kocbeka je v bistvu dosti omejena. Jaz sem bil zelo majhen, ko sem ga poznal, ne. Sem prvo leto svojega življenja preživel v sosednji sobi od njega. In seveda potem do osnovne šole me je seveda sprehajal skozi Tivoli, ne, tako kot vas. In mi igral na orglice in toliko se ga recimo jaz spomnim, no, imel sem tudi mikrofone priložnost potipati in se pravi tiste, ki so jih iz zida ven potegnemo. Prisluškovalne naprave. Ja, in seveda videl sem tudi tiste ogromne kovčke dnevniških zapiskov, ne, ki jih je takrat, mislim, ki jih je po smrti potem prevzela vnuk, mislim, da jih je prevzel, ne, in so potem tudi nastale te v zbranih delih izhajajo. Ob tem povedanem sem mogoče hotel samo to povedati, jaz se drugače ukvarjam s programiranjem, pa imam nekaj stika s temi novimi tehnologijami v smislu umetne inteligence in tega. In tukaj se v bistvu vidi, tukaj se šele vidi čar te besede, ki jo v bistvu umetna inteligenca nikoli ne dosega. Umetna inteligenca deluje vsaj tako, kot jo trenutno poznamo, na ogromnih jezikovnih modelih, kjer dajejo posameznim frazam težo. Se pravi, kako si besede sledijo. Kar pomeni, da lahko uporabljajo samo tiste zapise naših dedov, zapise naših književnikov in tako naprej, pač vso literaturo, če se to zbere, če se to sprocesira z ogromno energije, lahko nekako delaš nek povzetek, oziroma čist iskreno malo blefiraš na podlagi tega velikega znanja. Ne? In tukaj recimo se vidi, kako takšna poezija pa to nikoli ne bo mogla biti, ne? Ker je toliko več v njej. Ne? Ker tako recimo tukaj bi poeti mogli nekako opaziti svoj dolg. Ne? Tako reč. Toliko sem hotel sam prepovedati. Ja, seveda. Torej moram priznati, da Kocbeka dejansko najmanj poznam kot pesnika. Torej bolj po tistem, o čemer je ravno kar tekla beseda, jaz sem zgodovinar in seveda me je zanimalo predvsem to čtivo. In moram reči seveda, da sem tam Kocbeka odkrival kot dejanskega vodilnega kritika, torej misleca, kritičnega misleca, skozi njegove sijajne, mislim, da ste jih omenjal, torej dialoge oziroma pogovore, pa tudi diskusije in tudi polemike z Borisom Kidričem in ostalimi na bazi 20 urokov, torej o značaju Osvobodilne fronte, o značaju narodno-osvobodilne borbe in tako naprej. In seveda so mi bili zanimivi tudi dnevniki. Ampak danes je bil omenjen tudi torej nek filozofski nazor, ki si ga je Kocbek pridobival v Franciji.
predvsem v stiku z revijo Esprit, ki jo je resno oziroma redno prebiral in si strašno želel, da bi prišel v stik z glavnim urednikom. Mislim, da je bil to Emmanuel Mounier. In dejansko sta se potem leta 1937 tudi zbližala, spoznala in je priznal, da je Mounier zelo vplival na njegov filozofski nazor. Nekaj o tem francoskem obdobju njegovem pisal sicer enkrat, nekaj sem zasledil tudi zanimivih osebnih izpovedi Rude Jurčica, ki je bil njegov prleški rojak in s katerim sta se pravzaprav srečala v Parizu oziroma v Lyonu. Zanimivo je, da, to me je presenetilo pravzaprav, da se za razliko od večine nekdanjih jugoslovanskih študentov, ki jim je Francija dodeljevala štipendije za študij po raznih univerzah v Parizu, zlasti na Sorboni, da se je Kozbek raje odločil za Lyon. Pravzaprav sem to težko razumel, zakaj, ker koncu intelektualno središče takratne celotne Evrope bil Pariz. Ampak sicer on je imel precej stikov z tudi našimi rojaki in ostalimi v Parizu, ampak njegovo bivanje v Lyonu, morda me to nekako mi daje neko razlago, ker je veliko je prebiral oziroma se navduševal nad Charlesom Peguyem. Charles Péguy je bil, kot vemo, ena neverjetna figura francoske literature, tudi poezije, ki je sicer že zelo mlad umrl, v bistvu na začetku Prve svetovne vojne, ampak v bistvu je bil za Francoze sam neko neverjetno razsvetljenje oziroma človek, ki je bil v konfliktu samim seboj, tako kot je bil verjetno včasih tudi Kozbek, od utopičnega socialista do prepričanega katolika. Tako da je to njegovo francosko obdobje morda premalo poznano, premalo obdelano, sem pa prepričan, da je dejansko da ga je formiralo kot intelektualca. Tako da pač to je moje videnje, moja pripomba. Sem pa seveda hvaležen za to sjajno predstavitev Kozbeka kot pesnika. Tudi stegni jezik. Zahvaljujem Petru, ker je dejansko lepo zaobjel in tudi presel vse tiste pritikline javnega značaja in ki so seveda pa tudi zelo vplivali na Edvarda Kozbeka in njegovo poezijo. Ampak moramo opozoriti, ker se je izpostavljalo potem ta njegov spopad oziroma seveda z partijo in s temi ideološkimi svojimi tovariši, s tovarišijo. 10 let prej seveda je nastal njegov razkol in seveda se je vzpostavil drugi tak njegov sovražnik in to je bila Cirkus. Meni je, kadar sem ravno tako zahajal in prihajal z njim, je rekel, jaz sem strašno se počutim med dvema mlinskima kamnoma. In je razlagal, tam je namignil, ne vem, če koliko je vedel, kaj je poslušal, kakorkoli na vsak način je to dejansko bilo in se je tudi potem nadaljevalo še dolgo časa. Mislim, da je vse do konca njegovega življenja ta popolnoma ne samo zamrznjen odnos z to cerkvijo, ampak tudi prav sovražen odnos cerkve do njega. In to se je videlo posebno v prvem obdobju Drage, na tujem je bilo prihajalo dostikrat do izraza ta, bi rekel, in to tudi odklanjanje, popolnoma odklanjanje poezije, čeprav ima toliko religioznega oziroma tega metafizičnega, kakorkoli, teh duhovnih sporočil, ampak tam absolutno in tudi še dan današnji, kot vidite, ni
ne pomeni. Je še vedno prepovedan avtor nekako, ravno zaradi tega, ker je, seveda so ga imeli kot tistega, ki je speljal katoliške množice v osvobodilno fronto in se tam potem do konca tudi pa vendarle zavzemal za to socialno dimenzijo osvoboditve človeka in identifikacije. In to se v poeziji tudi odraža in je tudi treba na ta način to brati. Ja. No, ta njegov razvoj religioznosti bi bilo dobro, recimo, enkrat analizirati. Ne? Ja. To je naredil tak preskok, ki si ga danes težko zamišljamo. Ne? Odpira čisto drugo dimenzijo. Ker on je celo študiral, skoraj 2 leti je teologije naredil. Seveda. In njegov spor je že takrat. Ker prav izrecno pove, da kot laik bo lažje prišel do recimo spoznanja Boga kot duhovnik. Že takrat, torej res zelo zgodaj že. Ja, sporen na vseh straneh pravzaprav, ampak ves čas pa zavezan nekemu notranjemu etičnemu svojemu središču. Kot sam pravi, da svoboden človek je to snujoče bitje, ki ves čas postaja. In mislim, da je to res tudi ves čas dokazoval tako s svojim življenjem kot ustvarjanjem. Mogoče sem še za konec, imamo še 2 pesnika. Je na vaju tudi kaj vplival, kakorkoli, imate kakšen odnos? Marko je že povedal, ali lahko tudi še iz tega vidika, kako kot pesnik? Od mene je seveda takoj spraševal, če mu prinesem pesmi, sem mu prinesel pesmi, je prebiral in je tudi potem, ker sem tako, tudi jaz sem se ga občudoval, kako je znal poslušati, kako je znal prisluhniti in kako je pravzaprav potem izpostavil nekatere stvari, je rekel, v tem bi pa lahko šli naprej in bi razvili neke svoje tančine v slovenski poeziji. In to, tako, verjetno se je potem dogovoril s Slodnjakom, da je potem Slodnjak napisal priporočilno tisto oceno, ki je potem za moja prvo pesniško zbirko bila Potreb pri obzorju. Torej je bil posredno. Je bil tudi, ker je izhajalo so moje pesmi že v Sodobnosti in v Zalivu, je tisto prebiral, ima tudi v rokopisu in potem tudi nekomu še dal naprej brati, da je brala tudi Udba. Nisem šel ukvarjati in gledati. Lepo je pesniku v tistih študentskih letih pravzaprav mi je imponiralo ta pozornost. Ja, prav bralna pozornost, globoko branje. Dobro. Mene zanima, glede na to, da ste s Kosovelo mesto rojena isto leto, če ste govorili, ko ste se srečevali s Kozbekom, kaj je v Kosovu, je odnos do njega? Ja, gotovo je imel on do njega, kako bi rekel, tovariški odnos, ne? Vendar nikoli nista intimno sodelovala, ne? Kozbek je živel, bi rekel, je bil malo starejši, ne? V tistem obdobju, ko je Kosovel dozoreval, je on pravzaprav poučeval na Hrvaškem, ne? Potem je Kosovel se bolj vezal na partijske tovariše, ne? Kar ga je na koncu seveda tudi pokopalo, ne? Ker na tistem oziroma v nekem shodu, mislim, da v Trbovljah, je prišel v hud spor z njimi, ne. Komunisti so šli v neko gostilno, ker so noč preživeli, on je bil pa načelani, ker so se sprli, je prenočeval, kako bi rekel, na železniški postaji Nezakorje in takrat je on dobil to hudo pljučnico, ki ga je na koncu pokopala. Ne. Torej, Kosovel je podobno, ne, kot
Kocbek izrazita umetniška oseba, ne, ki je gotovo kot recimo pesnik po svoji poti šel. Ne. Nista se dejansko osebno nikoli srečala, verjetno bi bilo pa to njuno srečanje bi vodilo k enemu globokemu prijateljstvu. Ne. Ker v osnovi je Kosovel bi ravno tako socialist, je ravno tako iz etičnih razlogov, ne, vztrajal tudi pri revoluciji, ne, in tukaj bi bila gotovo neka velika bližina. Ne. Bi bilo pa zanimivo seveda tudi to obdobje, ne, med vojno osvetliti z tega vidika, kako so ti duhovni tokovi med njimi delovali. Ne. In tudi poudariti, da njegovo pojmovanje revolucije ni bilo to površinsko in družbeno. Ne, da je prav, da vedno, kadar govori Kocbek o revoluciji, govori o notranji prenovi. Ne. On ima tudi fiksno idejo, da bo revolucija preobrazila slovenski katolicizem. Ja. No. Ja. Dobro. Se je še kaj utrno drugače, pa mogoče res v neformalnem delu, ne? Ker se mi zdi, da se je veliko misli porodilo. Se vam res lepo zahvaljujem oziroma mislim, da vsi mi, za malček, da smo razprli in morda opogumili koga, ki se še ni lotil Kocbeka kot pesnika. Je zdaj tu priložnost, skratka med zemljo in nebom nas čaka zelo veliko dela, tako in branja. Hvala vsem. Samo da zaključim, lepa hvala, Peter Kovačič Peršin, za ta poglobljen. Upamo, da bomo ki lahko to prebrali. Ker je tako, da samo s poslušanjem bi se človek želel, da še enkrat ujame, premisli. Hvala, Diana, tudi za spremno besedo, za vodenje, za branje. Hvala, Rok Matek, za toliko pesmi, ponudba za to, da, kako si rekla, Diana, da si podarjamo Kocbeka. Da si ga podarili, res. Hvala vsem, da smo lahko se posvetili predvsem Kocbekovi poeziji. Sem generacija, ki smo hodili pod Kocbekovo okno, mislim, da je bilo njegovo okno. In smo, ravno to, kar ste rekli, to je bil čas moja generacija, še kolegica je tu, ki smo zasedli fakulteto. Mi smo bili revolucija, z največjo začetnico do konca besede. In Kocbek nam je bil, ne bom rekla zvezda, ampak moralni zgled. Natanko to, kako se je lahko na eni strani pokončno zavrnil cerkev, postavil dejanje, pritegnil in bi rekli našim staršem, kaj ste pa vi takrat počeli, zakaj niste vi stopili k dejanju, tako smo ga dojemali in na drugi strani, kako je znal tudi prenesti pravzaprav ta čas molka. Samo naj rečem, da mikrofon v zidu, mikrofon v steni, samo tako hitro, smo mi takrat dojemali, ker nismo kaj dosti vedeli, to je bilo leto 69-70. Nismo bili ravno razgledani, nismo vedeli za vse te prisluhe. Smo brali in to z navdušenjem, mikrofon smo videli kritiko grdega, umazanega malomeščanstva. In funkcionira od prve do zadnje besede. Tako kot funkcionirali lipicanci, ki so bili pravzaprav najbolj brana pesem ravno v času slovenske osamosvojitve. Tako da vse je zanimiva zgodovina in tudi njegova biografija je zanimiva in je tragična. Krasen zgled je in še boljši pesnik. Zato
Hvala za večer, mu ne zdravimo, nekaj knjigi ne razpolagamo. Lepo je tudi. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Yeah.